Pa je prišel ta dan. Ne bom rekel, da končno, ampak vseeno nič posebnega. Naš ID.4 je star že 4 leta in mora na svoj prvi tehnični pregled. To je bila kar dobrodošla sprememba, ko so določili, da morajo vozila vsako leto na tehnični pregled, šele potem, ko dopolnijo 8 let, ker pri novem avtu pa res ni bojazni, da ni vse v redu. Me pa zanima, če je tehnični pregled za električne vozila kaj drugačen. Od identifikacije do pregleda podvozja, vseh sklopov podvozja, kabine, meritve zavor je popolnoma enak, razen na koncu ne merimo izpušnih plinov, ker seveda je električno vozilo. Po novem je tudi meritev OBD, a to pomeni, da za vse vozila mlajša od letnika 21 se preklopi na OBD, to pomeni, da se odčitajo podatki o električni energiji, kilometrih in prevoženi skupni razdalji. Vseeno je teh vozil še vseeno malo. To pomeni, da bodo komaj začela prihajati, ker prodaja se vedno večja. Zasledili pa smo, vsaj da se pojavljajo napake največ pri zavorah, ker vseeno so dosti manj v uporabi kot pri normalnih vozilih. Pri nakupu rabljenega električnega vozila bi svetovali, da preverijo stanje oziroma kapaciteto baterije, saj je ta srce avtomobila. Preverijo naj tudi mehanske poškodbe, ali je bilo kadarkoli poškodovano in to je to. Nadomestilo za uporabo C za električna vozila je v Sloveniji stopilo veljavo 1.1. letošnje leto. To pa pomeni, da obstajata dva razreda do 1750 kg in nad to mejo. Je pa ta strošek dosti manjši kot pri normalnih vozilih na notranje izgorevanje. Na zadnji dan lanskega leta je bilo teh vozil skoraj 17 tisoč v Sloveniji. To pa pomeni, da so tukaj šteta vsa osebna in gospodarska vozila. Matej vmes še podaljšal registracijo, da se bo ID.4 lahko zdaj tudi uradno vozil po cestah, naslednji tehnični pregled pa ga čaka čez 2 leti. In ker je ID.4 že toliko časa naš, si res zasluži še en prispevek, v katerem bomo povedali več o naših izkušnjah z njim. Tako da evo, grem snemat.